Rok Huber je vodja sektorja za posebne razvojne spodbude. Danes pomaga mladim podjetjem in start-upom preko finančnih spodbud na Slovenskem podjetniškem skladu. Dr. Rok Stritar je prokurist in soustanovitelj družbe Kibuba. Danes vodi izobraževanja, svetuje in mentorira podjetnikom v različnih fazah razvoja, kar pa je v bistvu na nek način nadaljevanje njegove 12-letne pedagoške raziskovalne zaposlitve na Ekonomski fakulteti. In gospa Nevenka Ošterjaš je direktorica kadrovske družbe v tej hiši. Danes je namreč odgovorna za razvoj kadrov pri IBM-u Slovenija. Tako da en aplavz. Jaz sem sicer upal, da bom sedel zraven dame, ampak sta se gospoda tako usedla, pa nič hudega. Ne, bo v redu, ampak z damo bomo... Zdaj te skrbi, ker ne veš, koliko si plačal za to sliko. Če jo lahko kažeš toliko dolgo, ker tam imaš tako, enkrat pokažeš, večkrat... Super. Nekako 3 teme bomo prepletali danes. Svež priročnik za startup mentorje na mizi, kodeks startup aktivnosti in seveda mentorstvo v gospodarstvu, čemer je že malo tekla beseda. In se mi zdi prav, gospoda, da začnemo z damo. Nevenka, kaj se na področju mentorstva dogaja v gospodarstvu? Je to stvar startupov ali na nek način o mentorstvu govorite tudi veliki, kot je IBM? Pozdravljeni s moje strani najprej. A se slišimo brez... Ne, moramo imeti mikrofone zaradi snemanja. Se v redu sliši? Ja. Ok, super. Pozdravljeni z moje strani, hvala Žiga na predstavitvi. Jaz bi najprej rekla, da Mateja, ko sem poslušala zdajle v tej predstavitvi, da je že skoraj vse povedal, glede tega, da je veliko omenjal tudi Microsoft, se pravi tukaj IBM je zelo podobna multinacionalka, smo oboji iz IT področja in dejansko v podjetništvu oziroma v gospodarstvu je mentorstvo zelo razvito. Eno, zato ker govorimo o visokoproduktivni kulturi, se pravi mentorstvo ni odnos med mentorjem in mentijem, ki bi dejansko temeljil na, bi rekla, performance managementu. Tako kot je Matej že povedal, to gre za, ponavadi za odnos, ki temelji na nekem razvoju. In sicer pri nas v IBM-u govorimo o več vrstah mentorstva. Mentorstvo, kot je Matej tudi že omenil, za mreženje, se pravi mentor lahko, mogoče je cilj tega mentorskega odnosa mreženje, pomoč pri mreženju. Druga oblika mentorstva pri nas je, ko govorimo, da mentor in menti skupen cilj je izboljšati znanje oziroma mogoče celo poglobiti določeno znanje, ali je to IT področje ali kakršnokoli drugo, recimo tudi v financah, imamo v IBM-u ravno tako finance, imamo nabavo, se pravi tudi iz tega področja kakršnokoli poglobitev znanja. Potem imamo tudi recimo reverse mentoring, ena od zelo pomembnih, vedno bolj mentorskih odnosov ali pa oblik, bi rekla, ko mlajši, se pravi tudi vi, ki boste mentorji svojim mentijem, tudi oni bojo vam dali kakšne izkušnje, kakšna znanja ali pa mogoče poglede. Recimo pri nas v IBM-u se velikokrat dogaja, da ko si že dalj časa v podjetju ali pa recimo executivi, ki so mentorji svojim mentijem, mlajšim mentijem, ki so mogoče nedolgo prišli iz trga, se pravi, so nedolgo zaposleni v podjetju in dejansko ti so zaklad novih idej, novih znanj tudi za naše executive ali pa recimo zelo že na višjih položajih mentorje. Tako da to je tudi ena od oblik, ki je zelo dragocena v mentorstvu. Mogoče boste s tem tudi vi pridobili kot mentorji, se pravi ne samo, da bo vaše poslanstvo deliti vaše izkušnje in vaša znanja mentijem, ampak dejansko boste vi tudi s tem pridobivali.
In pa recimo mentorstvo, pri nas oblika mentorstva je tudi za karierni razvoj, ker tako kot je tudi Matej že spet omenil, da v multinacionalkah je pomemben tudi zelo karierni razvoj, se pravi vsako leto, ko imata vodja in menti svoje pregled svojih letnih ciljev, ko imata tudi razgovor, v bistvu oceno preteklega leta, performansa preteklega leta in ko imata enkrat letno karierno diskusijo, takrat se v bistvu tudi skupaj pogovarjata o mentorju, možnem mentorju. Se pravi, menti ima svoje mnenje, koga želi in zakaj, za kakšno vrsto mentorskega odnosa želi nekoga imeti, hkrati mu tudi vodja priporoča, koga on vidi kot uspešnega. Tako da dejansko je že tukaj nek dogovor, koga izbrati za mentorja in dejansko mi, Matej, recimo, da komentiram, smo mnenja, da imaš lahko več mentorjev, ker glede na to, kakšne oblike mentorstva poznamo, so lahko različni ljudje, ki so vzor recimo za določeno področje. To je ena zadeva in druga zadeva, lahko imaš formalno ali neformalno mentorstvo. Tako da bistvo vsega je, da je človek zadovoljen v trenutni, bi rekla, karierni trenutno, kjer je, kakšne cilje ima za naprej in pa tudi, da je motivirana oseba. Tako da pa mogoče še to, pri nas imamo kulturo v podjetju delitve znanja. Tako da v bistvu, zato govorimo velikokrat o neformalnem mentorstvu, ker je delitev znanja, bi rekla, vsakdanjik. Tudi če greš na kavo z nekom, je to hitro lahko nek začetek mentorstva. Sploh, če greš večkrat, pa se pogovarjaš o določenih zadevah. Rok, je v tem priročniku, ki na nek način še sveže diši, Startup mentorji ga boste, kot razumem, dobili v PDF obliki. Mislim, da je nekaj izvodov, klen grejo lahko naokoli, da si mal pogledate. Kaj je vse noter? Kako bi ga na kratko predstavil? Je tudi o tem, kaj se pogovarjati na prvi kavi, kaj je zapisanega noter? Ja, mislim, želja je seveda bila, da bilo to čim bolj konkretno, da daš nekomu nekaj v roke, pa na podlagi tega zna takoj ukrepati, ampak je tema nažalost preveč kompleksna, da bi to šlo. Namreč meni je bilo prejšnjo predavanje zelo fajn, zato ker je potrdilo cel kup stvari, ki smo jih mi v procesu, ko smo ta priročnik delali, v resnici poklukali, kaj mentor pravzaprav mora biti. Je pa kle ena zelo pomembna stvar, ki bi jo sam izpostavil na začetku, je, da bilo je rečeno, in jaz to zelo pozdravljam in mislim, da kle postaja do veliko zmede, da mentor ni hkrati tudi strokovnjak. Ni nujno, strokovnjak za področja, ki jih en startup rabi, ne more biti mentor za vsa področja strokovnjak, mora biti pa startup mentor strokovnjak za podjetniški proces. In to je po mojem ključna stvar tukaj. Se pravi, da se zaveda, da se mentor zaveda, kakšnemu pacientu pravzaprav gre. Jaz vedno pravim, jaz se v življenju ukvarjam z dvemi tipi pacientov, eno so alpinisti, drugo so pa startupovci in oboji imajo nevarnost, da če jih čez malo skrenejo s poti, grejo stvari zelo, zelo, zelo narobe. Tako da tisti, ki je mentor podjetniškega procesa, mora predvsem znati prepoznati, v kakšno podjetje gre, v kakšni fazi podjetniškega procesa to je in ga peljati na prav način naprej, da se ne zgodi kakšna zelo, zelo napačna stvar. Ker če vi pogledate, že samo startup po definiciji ima več negativnih izhodov kot pa pozitivnih. Zato jaz vidim tukaj vlogo tega. Tako da kar smo poskušali v tem priročniku narediti, je nekako pojasniti vloge, pojasniti, kaj so ključne stvari podjetniškega procesa in pomagati nekemu mentorju, da lažje vstopi v to. Zato, ker postati mentor podjetniškega procesa, jih moraš to stvar dobro poznati, kar se pravi, da si mogel to velikrat dati čez, pa že komu pomagati in tako naprej, kar po definiciji pomeni, da ta prvič, ko si mentor v tem kontekstu, si slab, zaradi tega, ker še nisi dosti čez dal. Tako da jaz upam, da vsaj kakšna stvar tukaj noter da komu misliti, pa da bo na podlagi tega znal bolj konkretno ukrepati. So napisane, kaj narediti na prvem sestanku in tako naprej, ampak znotraj tega, kar je napisano, je toliko možnih variacij, da se tukaj ne da narediti checkliste, pa iz tega računati na super rezultat. Tukaj so finese. No, poleg priročnika, ki je pač neke vrste vodnik tako mentorjem, pa tudi startupom, pa ima v bistvu startup skupnost tudi svoj kodeks.
Kaj je kodeks, zakaj je nastal in tudi nekaj kodeksov je tukaj danes z nami, ki grejo lahko naokoli, ne? Drži. Tako kot je prej direktorica sklada postavila že vprašanje, ne, pa tudi omenila, mi imamo eno listo startup mentorjev, na kateri je več kot 100 posameznikov. Škoda, da nas tudi mogoče danes ni še več tukaj, ker je res nekaj odličnih predavanj tudi strani gospoda Potokarja, smo lahko ogromno nekih zanimivih stvari slišali. Tako da v bistvu se vedno sprašujemo, kdo je lahko mentor, koga v bistvu uvrstiti, tudi prihaja do tega, da ljudje niso več na listah, ne. Ob tem pa, da Slovenski podjetniški sklad že res dolga leta ponuja različne finančne inštrumente in se pojavljajo različni inovativni posamezniki, ki pač tudi poskušajo nekako napetnajstiti, ne. Zdaj mi se seveda hitro učimo, ne, ampak kljub vsemu bi pa radi, da ne vem, celotno okolje, mogoče tudi ne startup, ampak celotno okolje v Sloveniji se nekako poveže, pa tudi izloči mogoče kakšne posameznike, ki imajo kakšne slabe namene, ne. Zaradi tega smo tudi nekako ob sodelovanju celotnega ekosistema, po vzoru tudi tujih ekosistemov, pripravili nek kratek dokument, ki se bo dopolnjeval, ki bo živ, ki v bistvu ga so potrdili že deležniki večinoma v startup ekosistemu, seveda pa se lahko tudi druge inštitucije, posamezniki, mentorji, investitorji, javno podporno okolje temu pač tudi pridruži in v bistvu postane nek podpornik tega, ne. Če bomo v bistvu uspeli ustvariti neko okolje, v katerem si bomo zaupali, kjer bomo normalno lahko poslovali in delovali, bomo pač tudi s pomočjo mentorjev, s pomočjo vseh tistih, ki sodelujemo, ustvarili neke pozitivne zgodbe, pa tudi neke globalne startupe, kar mogoče nam zdaj je že uspelo, ampak si želimo še tega seveda veliko več. Ne vem, kam ima tudi IBM kakšne priročnike, kodekse, ko govoriva o mentorstvu. Prej ste slišali, da lahko obstajajo seveda formalni pa neformalni, ampak kako to deluje v IBM-u? Dejansko konkretni, imamo recimo neka, bi rekla, izobraževanja ali pa kratke vodnike o mentorstvu, o različnih vrstah mentorstva, kako izbrati mentorja, se pravi, bolj kot neke, bi jaz to poimenovala, kratke notice ali pa nasvete. Recimo mi imamo digitalno platformo, kjer lahko iščeš različna vrsta izobraževanj, od internih do eksternih, in včeraj zvečer, ko sem malo pogledala mentorstvo, recimo, sem našla noter 25 različnih izobraževanj na to temo ali pa nekih nasvetov, kako izbrati mentorja, tako kot sem omenila, koliko časa naj bo dolg mentorski odnos, ali je dober to, kako veš, ali je dober mentorski odnos, ali ni dober mentorski odnos. Tako da v bistvu to so zadeve. Potem imamo tudi recimo kratek zapis, kaj mentoring je, se pravi, kaj so neke naloge mentija, kaj so naloge mentorja, to, kar smo danes že vse slišali, ne. Dejansko je potem tudi zadeva zelo na vsak mentij in mentor se sama dva odločita, kje dejansko bosta imela zapisane zadeve, se pravi, kaj je cilj mentoringa, kaj dejansko, koliko časa bo trajal, kakšna bo, kolikokrat na teden, na mesec se bosta slišala, a bosta to po telefonu govorila, osebno in tako naprej. To je lahko pogodba mogoče napisana v Wordu, lahko je pogodba, ki jo recimo mentij da v svoje orodje noter, kjer ima recimo celotne cilje tega leta. Lahko je recimo mentij, imamo elektronsko osebno izkaznico, vsak zaposleni ima elektronsko osebno izkaznico, mentij lahko napiše noter, kdo je njegov mentor, kaj so cilji mentorstva in tako naprej. Tako da ogromno možnosti, spet je pa stvar posameznika, kaj in kako bo zadeve peljal, ne. Tako kot sem rekla, zato ker so zadeve zelo neformalne in to je v bistvu ogromno možnosti. Zdaj, Rok, kaj je tisto, kar Slovenski podjetniški sklad poleg prej omenjenih preveč inovativnih posameznikov najbolj skrbi, predvsem v tem kontekstu, ko se združita startup podjetje in mentor?
V bistvu smo nekako v zadnjih 10 ali mogoče več kot 10 letih povezali z mentorji že več kot nekako 600 podjetij. Ne. Tako da to je že kar nek track record za tem. Dejstvo pa je, da pri tem gre za res različne posameznike, ne? Tako na strani podjetnika, tako na strani mentorja. Vsak ima nek svoj pogled, vsak ima neko svoje znanje, neke posebne izkušnje. Ne? Pri tem seveda tudi podjetniki si sami poskušajo malo pogledati po tej naši listi, kdo bi mogoče bil najbolj primeren za njih. Seveda, nekateri so bolj znani kot drugi, pa tudi mogoče bolj zasedeni. Zaradi tega tudi včasih svetujemo, da naj si pogledajo predvsem tiste, ki imajo neka določena znanja pa izkušnje že z tega področja, s katerim se podjetje ukvarja, da ima tudi mentor neko afiniteto do tega področja, da zna neke stvari predstaviti. Ampak tako kot smo že prej tudi ugotavljali, ne, ni nujno, da je tudi strokovnjak najboljši mentor. Ne. Zaradi tega mora priti do neke prave kemije med obema. Ne. Imeli smo recimo ogromno nekih primerov. Ne. Po prvem srečanju, po drugem srečanju je prišlo do tega, da je podjetnik ocenil, da pa mogoče ni najbolj primerno, da bi ta mentor ga mentoriral. Pa smo imeli dober občutek, smo recimo spodbujali tudi z nekimi s partnerji, ki sodelujejo pri tem. In recimo imamo za tem odlično zgodbo, 2-3 leta odličnega sodelovanja. Saj drži, ne, da mogoče treba omejiti kakšno delovanje pa to mentoriranje, ampak če v bistvu podjetnik še ne preraste tistega mentorja, pa če še vedno obstaja neka možnost, da se podaja dodatno znanje, da v bistvu pride do tega, da je sodelovanje dobro, potem ne vidimo, da bi to prekinili. Ne. Po drugi strani imamo primere, ko si nekdo izbere mentorja zaradi tega, ker ga pozna že odprej, ker v bistvu mu to pomeni najmanjšo obremenitev, ker ne želi nekega sodelovanja, ker mogoče to uredita samo papirno, ker pač pri nas tudi moramo vseeno dobiti kakšen dokaz o tem sodelovanju, zaradi tega, ker tudi so odzadaj različna evropska sredstva, kar je treba seveda primerno dokazati. Ampak tudi zaradi teh primerov smo ta kodeks ravno uvedli, da v bistvu spodbujamo, da res prihaja do mentoriranj in sodelovanj in da predstavlja to mentoriranje res neko dodatno in dodano vrednost in da to ni samo neko papirno svetovanje. Zdaj, Rok, vsak začetek je težak, ne? In kako prebiti tisti let? Nekaj napotkov za to prvo srečanje je noter napisano. Kako pomembne so priprave in kaj ne se v bistvu na prvem srečanju mentor in startup sploh pogovarjata? Ja, priprave zagotovo nikoli ne škodijo, razen če jih ni preveč. Drugače pa, kot je bilo prej rečeno, na prvem srečanju je najbolj pomembno ugotoviti, ali sploh obstajajo pogoji, da ta odnos teče. Ko rečem pogoji, je tako, če greš na prvi zmenk, moraš ugotoviti, da si dišiš ali ne. In tukaj to se zelo, mislim, ko imate 5 različnih mentorskih zgodb, se poznate, vsaka zgodba je drugačna in za mene prva stvar, ki je treba ugotoviti, je, a kemija in resen namen obstaja. Ker ljudje imajo različne namene in to je to. Startup je še bolj kompleksna žival kot sam en človek, ne? Ni dovolj kemija z enim človekom, če mentoriraš startup, ampak je to odzadaj podjetniška ekipa. Se pravi, treba ugotoviti, da znotraj podjetniške ekipe obstaja resen namen in energije, da se ta stvar pelje naprej, ne? Ker to se privzame kot dano dejstvo pri ljudeh, ki dobijo recimo denar na razpisu, je pa daleč od tega. Tako da to je naslednja stvar. Pol je treba oceniti ali razumeti, zakaj se pri firmi sploh gre in pač definirati delo, dobiti nek pogled v panogo, ker strokovnjak ne moreš biti za vse in pol definirati stvari naprej. Ampak pri tem bi še vse daleč najbolj pomembno je, da se vzpostavi kemija med vsemi skupaj, ker če tega ni, jaz zelo močno zagovarjam in iz tega vidika sem vedno slabe volje, kadar mi predpišejo, koliko ur moram imeti z mentorirancem. Zato je mentoriranc tisti, ki mora mene želeti porabiti, ne pa da gledamo na uro, a bomo tiste ure spravili skupaj, ne. In iz tega vidika je treba predvsem to ugotoviti, a bomo lahko mi
dovolj obsežno in globoko sodelovali, ko govorim pri razpisih, ki so tukaj. Zdaj, ko govorim pa o mentoriranju kar tako, tam na srečo tega pogoja ni, je pa predvsem, saj za mene glavno vprašanje, a bom lahko koristen mentorirancu in pač iskreno ugotoviti, da bo to šlo ali ne, ali pa če se jaz s tem človekom sploh želim delati. Ne. Kaj en ti je simpatičen, en ti pa pač ni. Ne. No, ampak kaj pa, če se zalomi? Kaj pa, če te kemije prvega zmenka ni? Ja, mislim, kaj pa narediš na prvem zmenku, če ni kemije? Pač... Ne vem. Tukaj jaz sprašujem, Okay, tako da Pa bo pravi o tisti- vaših zmenkih raje govorila. Okay, don't call us, we'll call you, ne? To je ena, se bova slišala, ja, se sliša, pa se pa ne. Še bolj odraslo je pa, da iskreno rečeš, lej, sorry, jaz s tabo nimam kaj delati, v resnici, jaz sem to, mislim, v mojih mentorskih to že nekajkrat naredil, ker ugotoviš, da pač ne moreš biti koristen in rečeš, lej. Pokličeš sklad in to. Pokličeš sklad, če mu lahko ti pomagaš v temu. Je pa velikrat, če en ne zna definirati, kaj pravzaprav potrebuje, ali pa če do te situacije prihaja, ima lahko že on sistemsko težavo. Ne? Imajo pa sklad tudi pol, ponovadi. No. Saj se da koga najti. Koliko sivih las rok vam potem proizvedajo mentori, ki rečejo, ni uspeha prvega zmenka? Ja, niti ne dosti. Zaradi tega, ker je to vseeno nek znak, da v bistvu potrebujemo kakšne drugačne ukrepe, kot pa samo neko sodelovanje mentora. Ne. Zaradi tega, ker če podjetnik pravi, ne, si ponovadi vzame nekega mentora, ki mu res pomaga. Ne. Zdaj, če ima samo papirnatega, potem v veliki meri primerov pride ravno do tega, da potem niso uspešni. Ne. Zdaj, mi bi radi, da res podjetnik vzame mentora, z njim resno sodeluje. Ne. Zdaj, tako kot je Rok omenil, ne, tam so sicer določene ure, ne, ampak pravi podjetnik bo mentora poklical še veliko večkrat, kot je to določeno. Pravi mentor bo pa tudi na voljo in bo tudi podal neke prave stvari. Ne. In če se ravno o tem pogovarjamo, imamo tudi res ogromno nekih različnih primerov. Ne? In najboljši je tako, je v bistvu podjetnik omenil, ne? Kaj je najboljša stvar, ki jo je dobil iz tega mentoriranja. Ravno to, ne? Kot smo se prej pogovarjali, eni so zavarovani v sebe, vse vedo, ne? Ampak pravi mentor tudi zna nekako motivirati in iz njega pridobiti to, da on tudi sam ugotovi, da mogoče pa vsega ne ve. Ne? Da je še v tisti fazi, da se bo res mogel ogromno stvari še dodatno naučiti in da vidi, da so ljudje, ki mu želijo pomagati in tudi mi smo nekako zato tu, da to omogočimo. Ampak vsi imamo radi te romantične zgodbe, pa vse me zanima, lahko mentorja kolikrat zamenja startup? Lahko startup oziroma mentor startup, kako to gre? Se lahko potem dva mentorja, ki sta se tu spoznala in en ve, da je mentoriral drugega, ki ni bil zadovoljen z njim, slišta, spodbujate to sodelovanje? Ja, mislim, da Slovenija je majhna. Ne? Zdaj, bolj ali manj se vsi poznamo. Ne? Dejstvo pa je, da se pravim, ni toliko tega, da bi se to redno dogajalo. Je pa tako, ne? Saj, če pride do tega, da nekdo več ni za skupaj, pač tudi se menja. Ne? Ampak ne toliko hitro kot na Tinderju. Ne, zagotovo. Se pravi, probate na nek način to ljubezensko zgodbo ustvariti, pa če se nekje zalom ene, dvakrat, trikrat je možno zamenjati, več pa potem že malo bolj raziščete. Drži. Razumem. Potem se že direktorca vključi, vidim. Da... No, ampak kot sem že omenil, ne, tudi če ni bilo kemije na prvem zmenku, ja. Ali pa na drugem, pa smo tudi uspeli očitno ustvariti neke ljubezenske zgodbe. Za ljubezen je vedno vredno ustvarjati. Ne vem, kaj glede na slišano, je razlika med tem korporativnim svetom in startupi? Se lahko o mentorstvu eno drugega kaj naučita? Moje mnenje je, da se vsak od vsakega lahko nekaj nauči. Ne? Tako kot je recimo v našem podjetju, smo prepričani, da lahko je na nek način vsak mentor nekomu, ne? Zdaj seveda odvisno kdo komu, glede na izkušnje in znanje. Tako da dejansko mislim, da je startup okolje drugačno okolje v primerjavi z nami, multinacionalkami, velikimi podjetji, bi rekla bolj rigidnimi, procesnimi.
Tako da mi z multinacionalk se seveda lahko učimo tudi kaj od startupov in obratno. a ne. Včasih kakšnega tudi kupite, ne? Ja, recimo tudi, če vidimo, da je tako zanimiv, da ima toliko znanja in izkušenj na določenih področjih, a ne, da ne bomo nekaj inovirali sami, pa se predolg časa, kot je Matej rekel, na nečem učili, ker ni danes več časa za vse te zadeve. Tako da ja, in mislim, da se tudi mogoče startupi lahko pa kaj od nas še naučijo v multinacionalkah, a ne. Mogoče imamo mi tudi kakšne izkušnje, ki smo kje že failali, a ne. Tako da jaz sem prepričana, da se vsakdo lahko od nekoga uči, sploh v tej majhni Sloveniji, a ne. In bistvo vsega je tudi to, da dejansko delimo med sabo izkušnje, znanja, da si pomagamo, ker to na koncu koncev bo vsem nam v dobro v Sloveniji šteto. Jaz sem recimo zelo pristaš tega. Super, seveda zdaj pogledam na vas, vsi računamo na vaše prve zmenke, ljubezenske zgodbe. Imate kakšne vprašanja, ko ste prelistali priročnike, kodekse, vas kaj skrbi, vas kaj zanima? Rok, rekel si, da ima podjetje enega mentorja, po drugi strani pa Matej govori o tem, da naj bi mentorstvo trajalo 6 do 12 mesecev. Očitno je model pri SPS-u malo drugače zastavljen. Mislim, drži, ne? Je pa možno seveda tudi po nekem času zamenjati, tudi to se dogaja, ne? Ampak se pravim, zdaj, če nekje to mentorstvo poteka povsem normalno, še vedno obstaja neka možnost za izmenjavo mnenj, za dodajanje znanja, ne? Pol se dostikrat ne vidi potrebe, ne? Tudi podjetja včasih si želijo menjave, včasih želijo nadaljevati, tako da odvisno od primera do primera in ni pač nekega univerzalnega odgovora, no. Samo eno stvar dodala, morda, da mi začenjamo z mentorstvom, ne, pri startupu, ki je še majhen, pa spodbujamo, da se začnejo ti zmenki. Namen pa je, da to ostane. Mi z evropskimi sredstvi to sofinanciramo oziroma pokrivamo v začetnih fazah, ampak če podjetnik ugotovi, da mu to koristi, naj nadaljuje in lahko nadaljuje tudi za svojimi sredstvi, ker bo verjetno imel več od tega, kot pa ga to stalo, ne. Tako da država tu ne more v nedogled to financirati. Imamo sisteme, kjer država tega sploh več ne financira, ker se pač sami vidijo, da je to dodane vrednosti. Kodeks je nastavljen tudi zato, ne, ker najlepše je, da sistem sam izloča tiste ta slabe, da ne govorimo zdaj o slabih, ker jaz pravim, da je vedno promovirati treba dobre zgodbe, seveda se pa zgodi marsikdaj kaj narobe, ne. In Skandinavci so tukaj ta pravi, ne, ker vedno sistem izloči, sami izločijo tiste, ki morda so začeli delati v smeri, ne vem, tega, kar pač si ne želimo. In tudi to bi pri nas radi spodbudili, ne? Ker je najtežje biti tisti, ti boš tisti, ki boš določal, koga boš dal z liste, koga boš dal na listo. Je včasih tudi fino, da je sistem tako dobro že izoblikovan, da ljudje, ki so v tem sistemu, sami izločijo tiste, za katere ni primerno, da so v tem sistemu, ne? Tako da tudi to bi bilo idealno, če bi se pri nas razvijalo. Koliko časa pa država sponzorira oziroma koliko časa podpira? Ja, mentorje mi začnemo podpirati že za prvo spodbudo z zagonskimi spodbudami, tako da že podjetje tistih prvih 18 mesecev lahko tako ali drugače sodeluje z mentorjem. Pri SK-ju se mentorski program ponovno ponovi. Tako da ne vem, gledano čisto tako, tudi prvi 2 leti, če uspešno vse to pelje, lahko ima mentorja, ne. Pa je želja morda vas na SPS-u, da so oni tako kot neki starši, ki pridejo k vam tudi na govorilne ure in mal potarnajo o otrocih, vi poveste kaj vzgojnega, ali res želite, da je ta odnos med njimi in se v ta odnos, dokler funkcionira odlično, niti ne želite umešati? Mislim, da bi se mi nekako resno vmešavali v ta odnos, zagotovo ne, ne. Seveda se tudi mi srečamo, tudi mi želimo videti, kako ta zadeva funkcionira. Imamo tudi neka kvartalna srečanja, pol pride tudi do tega, da s prve roke vidimo, kaj se dogaja, kako zadeve potekajo, takoj bolj lahko opazimo, kakšen je odnos, ali v bistvu tudi sta se mentor in podjetnik dobro povezala, ali je mentor pripravljen na tem srečanju in tudi z tega vidika je to zelo dobrodošlo. Rok, kaj pa, če je ta romantično sodelovanje res dobro in te v bistvu želi
podjetje še bolj vplest? Se vam je to že zgodilo, da ste kdaj dobil ponudbo za službo v tem podjetju? Kaj ne naredi po vašem mnenju potem takrat mentor? Službo, ne, to je, bi mogla biti že orang firma, ampak so primeri, ko želijo, jaz najraje sodelujem s podjetji, ki mi želijo kot mentorja izven slovenskega podjetniškega sklada. Ker ljudje pojmujejo, kar je od države dajano, je malo manj vredno. Ok, načeloma, če ti je nekdo pripravljen plačati, ker tako pol je to zelo dober znak. Ne? In ti ljudje vedno bi želeli nekako globje sodelovati, te hočejo imeti zraven, podjetniki zelo pazijo na svoj denar, dobiš ponudbo, da bi kam lastniško vstopil ali pa tako naprej. Sam ti so pol že, pol nisi več mentor, pa si soustvarjalec zgodbe. Jasno se to dogaja, kadar ljudje pripoznajo, da je koristno, ampak še vedno po mojem glavna teža mentorskega odnosa je, a te je človek pripravljen plačati, tudi če mu za to sklad ne da denarja. Okay, to je klej po mojem zelo zaznamovan ta mentorski odnos, ki ga imamo mi izkušnje v okviru teh razpisov, je, da pač denar pride od zunaj. To podjetnika v resnici kaj dosti ne stane in to je pol pogojeno s tem, da dostikrat podjetniki niso toliko zainteresirani, kot bi mogli biti. Recimo, ko smo mi delali na namen priprave tega priročnika anketo oziroma tako široko anketo o izkušnji, smo več in boljše odgovore dobili od mentorjev, kot pa od mentorirancev. Podjetja kažejo manj interesa za vso to zgodbo. In to je po mojem zelo pomemben pokazatelj. Ne? Ampak s tem nočem reči, da je ta program kakršenkoli slab. Je pa pomembno razumeti, da če denar od zunaj pride, je motivacija drugačna. Tako da meni osebno zdaj, te povabijo, da boš za službo za njih delal ali da boš z njimi nekaj naprej sodeloval, super, poznamo, kaj se fajn dela, pol nisi več mentor, pol postaneš neki drugega, ne? Ampak po mojem ključen kazalec je, da te ta človek pripravljen plačati tudi, ne? Tudi če te skladne, oziroma še bolj pomembno vprašanje, a si ti pripravljen biti mentor njemu, tudi če te nihče za to nič ne plača. Okay. Ja, in tukaj pol takrat veš, da je kemija ta prava, ker dobiš tisto nazaj, kar v resnici hočeš. Preden jim postavim zadnje vprašanje, še en pogled v ljubezenske vaše zgodbe, v zmenke, v kakršne koli poglede, ki... Nimaš težave samega sebe včasih malo kritično pogledati, pa se sebe zafrkavati. Tvoja before-after picture. Mentor včasih, katera uslarija si delal, kako si se kot mentor razvil? Zakaj to sprašujem? Ker vsak mentor v tej sobi zase misli, da je primavera. Okay. Ja, mogoče pa ravno kle odgovor, ker jaz se danes vsakič, ko mentorstvo dobim, zelo resno tisto, a sem jaz to kaj koristi naredil, a bom jaz to vzel, ali ne, jaz mislim, da z leti postaneš dramatično bolj humble, pač ponižen v tem procesu. In jaz mislim, da si zrel za mentorja takrat, ko si hkrati samozavesten, da boš znal človeku objektivno oziroma od zunaj pomagati in ga voditi čez podjetniški proces, to pravim, da mu tukaj pomagaš, in da si na drugi strani dovolj ponižen, da nimaš potrebe, da to delaš zaradi tega, da ti ego raste. Ne, jaz, ko gledam podjetnike, ne, podjetniki bi ful hitro radi začeli nekaj predavati. No? Tako, jaz sem nažalost na srečo to potrebo dal skozi, ker sem pač dovolj predavam v življenju, da si res tega ne želim. Ne? To je pač moja služba. Ampak in ki si ful želi predavati, po mojem še ne bi smel. No? Tako, in podobno je kle pri mentoriranju. Ko te prosijo za mentorja, pa ti rečeš, ok, sem premislil vse pluse, ko si izdelan človek, pogledaš vse stvari, pa rečeš, lej, mogoče pa ja, lej, bova videla, jaz vedno rečem, bomo videli takrat trenutek, ko nehamo, dajmo s tem v resnici nehati. Ne? Ko mi čaka, da bo nekomu nekaj razložil, jao. Ne? Tako da, razlika je po mojem kle, ključna razlika je kle. Včasih si imel občutek, da si ti ful pameten, pa bi nekomu rad delil, da si pa ponižen, pa tisti, mogoče pa komu, ki je znal pomagati, vem pa ne. No? Še kakšno vprašanje? Če ne, seveda na koncu sledi zadnje vprašanje za vas, ampak preden vprašam njih še vas, če obstaja ena taka življenjska izkušnja, en življenjski nasvet, ki ima po vašem mnenju največjo spremembo za mentorje, ko mentorirajo startupe, a obstaja kaj tako čarobnega, da za konec bi radi to delili z njimi? Ja, če nekdo ne želi pomoči, mu ne pomagaj.
Bravo, to se strinjam, to je na vseh področjih zelo prisotna ta zadeva. Recimo, jaz bi sam na hiter omenila, da smo bili prejšnji teden pri eni sodelavki, ki je rodila drugega otroka na obisku na Štim, in je bila, ko smo vprašali, kako je bilo zdaj pri tem drugem porodu, je rekla, koliko je bilo pa to grozen, prvi porod je bil čisto enostaven, zdaj ta drug sem pa mislila, da bom umrla. In pol smo rekli, no vidiš, pri tretjem boš že vedela, da ne boš podcenjevala te zadeve, se pravi, boš zmeri se pripravila na najslabše, boš pa videla, kako bojo stvari funkcionirale. Tako da jaz mislim, da je zelo podoben tudi z mentorskim odnosom. Bistvo je za mentorja, da ne podcenjuje mentija, kdorkoli to že je, se pravi, da ne vstopa z nekim, bi rekla, ali da je nepripravljen ali pa da podcenjuje ta odnos in enako menti. Če mogoče recimo ne začuti tako energije, ker smo se prej pogovarjali, če mogoče ni tistega ta prvega na zmenku, mogoče je pa fino tudi kdaj še proba, če ta drugi zmenk naredita, mogoče pa pol energija naredi, ker smo imeli tudi že kakšne take recimo zmenke, ki prvič niso bili najboljši, pa se je potem izkazalo, da je bil pa to nek zelo perfekten odnos na koncu. Tako da recimo to je eno, ne podcenjevanje, ne stopiti v odnos z nekim podcenjevanjem. Druga stvar mogoče, ki je pa tukaj zelo pomembne, so pa 3 stvari, recimo to je tudi Tom Hanks, zdaj glih sem gledala nedolgo nazaj, ko je bil podelitev zlatih globusov, je rekel, 3 zadeve ali pa 3 formule, ki so recimo zelo po njegovo pomembne za karierni razvoj ali pa za kakršnikoli odnos. Bodi točen, bodi pripravljen in pa tretja zadeva je prinesi glavo polno idej. Tako da, če bo to neki za mentorski odnos, pa jaz mislim, da ste že na polovici uspešnega mentorskega odnosa, kjer boste mentor in menti na koncu imela neko dodano vrednost. Jaz bi v bistvu dodal samo še to, da smo res ogromno zanimivega slišali že o mentoriranju, da je bilo sicer v Sloveniji mogoče še kar precej nekih stvari glede mentoriranja še nedorečenih, ampak smo jih temi smernicami, ki sta jih pripravila doktorja Rok Stritar in Blaž Zupan, kar prišli na nek višji nivo. Pa da mogoče upam, da bo Rok Stritar mogoče dobil kakšno boljše podjetje z našega portfelja, ker vem, da ni imel sreče mogoče pri tistem, ki ga je izbral in mu mogoče res ni mogel pomagati v tistem trenutku. Očitno Rok bo drugi Rok poskrbel za bolj uspešen zmenek, to je dobro. Pa še vprašanje za vas, sicer ne vem, kako bomo na to odgovorili, ampak vemo, da ko hočete postati nadzorniki v podjetjih, morate dobiti en pečat. Za mentorstvo to zaenkrat še ni potrebno. Pa vseeno vprašanje, bi vam bila šola za mentorje neka zanimiva zadeva, če bi se sklad odločil, da to organizira, da potem podeli neko priznanje. Malo kimajo ljudje, eni še vedno v telefone gledajo, a dvignemo roke, komu bi bilo to zanimivo. Tako da, evo, čist iskreno, očitno smo skoraj da prodali že to mentorsko šolo, samo ideja za sklad. Jaz bi se absolutno zahvalil vam vsem trem, da ste bili gostje, da ste pripravili, bom rekel, in kodeks in priročnik in jaz verjamem, da bojo poskrbeli, da oba dokumenta prideta do vas in da seveda uspešno zaživita. Hvala lepa še enkrat.